Največji šolski turistično-športni spektakel, na katerem so moči prvič združili Turistična zveza Slovenije, Zavod ČKL in Kobilarna Lipica, je pritegnil kar 1500 osnovnošolcev iz vse Slovenije. Na sprehajalni poti v Kobilarni so mladi iz 74 osnovnih šol na turističnih stojnicah predstavili svoje ideje, ki so jih razvili v okviru 39. Festivala Turizmu pomaga lastna glava na temo T&T, tradicija v trendu, za kar so bili nagrajeni zlatim, srebrnim in bronastim priznanjem. Dolga leta smo si želeli nekaj podobnega, ravno zato, ker tukaj res veliko otrok lahko pride na kup in vidijo, kaj delajo drugi. Ne vidijo samo tistih 8, bi rekel, lokalnih šol, kjer so recimo bile v Mariboru ali pa v Murski Soboti ali kje, ampak vidijo lahko celo Slovenijo in iz tega družabnega smisla sigurno najboljša zgodba do zdaj. Vzdušje je fantastično zaradi tega, sigurno pa se tudi verjamem, da otroci še bolj potrudijo zaradi tega, ker je konkurenca seveda večja. Ogromno se trudijo promovirati same stojnice, pa jim veliko več je te interakcije med otroci, ki so drugače bili velikokrat kar na uni stojnici bolj parkirani, a ne, danes hodijo okrog, promovirajo, vabijo. Do zdaj je bilo vedno tako, da smo imeli regijska tekmovanja, kjer je bilo recimo po 10 šol, a ne, na neki lokaciji in potem neka zaključna tržnica, kjer se je potem kot neko državno, rečemo, tekmovanje. Letos je pa drugače in pozdravljam idejo, kjer je v bistvu pa že kar takoj na začetku se vsi dobijo na kupu, kar mi je najbolj važno, se mi zdi, da vidim njih, kako grejo od stojnice do stojnice, pa si izmenjujejo kontakte, pa flirtajo med sabo, pa tako, in je tako lušen, in da je zdaj to v Lipici. Jaz verjamem, da mogoče kdo sploh še ni bil v Lipici, tudi jaz že dolgo časa nisem bil in je prav fajn. In ko se ne bo odprl, ko imamo sončka, je odlično. Po mnenju predsednika Turistične zveze Slovenije Dominika Š. Černjaka je festival dokaz, kako lahko mladi z inovativnostjo in predanostjo prepletajo tradicije s sodobnimi trendi ter ustvarjajo nove, navdihujoče zgodbe. Ker je letos tema tega turizmu pomaga lastna glava, tradicija v trendu, smo se odločili, da bomo povezali in tradicijo in trend in tako je nastala naša stojnica, ki se imenuje Sotočje tradicije in mode in je zelo v povezavi z medvoškim krajem. Torej, kot trend smo uporabili jeans material. Kot tradicijo pa smo v bistvu na naše izdelke izvezli medvoški grb, medvoški lok in pa tudi stolp Jakoba Aljaža, prav zaradi tega, ker se je on rodil v naši občini. Pirniške članice turističnega krožka so svojo stojnico obiskovalce tudi ekološko osveščale, saj so izpostavile tudi problematiko potrošniške družbe. Odločili smo se biti ekološke in zdi se nam pomembno, da pazimo na okolje in vsi ti izdelki, ki jih lahko vidite, so reciklirani iz odpadnih kavoj. Kajti izvedeli smo, da se vsako sekundo proda 4700 kosov oblačil, zavrže pa kar 1500. Kar pomeni 92 milijonov ton oblačil na leto. Za ene jeans kavbojke pa se porabi kar 3700 litrov vode, kar je tudi ogromno. Je pa letos naša osrednja tema tele prečudovite mašnice iz džinsa, ki jih imamo vsa dekleta v bistvu na sebi. Stojnica pa je ponudila tudi možnost ustvarjanja in ni služila le predstavitvi. Poleg tega naša stojnica ponuja tudi delavnico vezenja in lahko tudi izdelate svojo mašnico, pa tudi ogled promocijskega videa. V okviru festivala so mladi turistični navdušenci ustvarili tudi kratke promocijske filme. Najboljših 7 iz osnovnošolskega festivala in 3 najboljši iz srednješolskega festivala Turizmu pomaga lastna glava bodo vključeni v 4. mednarodni filmski festival športnega filma. Je udeležence razveselil Vojko Korošec, direktor filmskega festivala, ki je tudi vodja zavoda ŠKL. Na hipodromu so pripravili veliki finale ŠKL tekmovanja v 2 športnih disciplinah, med 2 ognjema in T-ball. Tako je celodnevno druženje mlade osveščalo, kako živeti aktivno in zdravo, saj zadnja leta mladi bistveno spreminjajo navade. Skozi leta je precej težko bilo, ker so ti novi trendi prihajali v smislu računalnikov, telefonov in vse ostalo. Veliko otrok je imelo težave tudi s fokusom in to je mogoče ena težjih stvari, kako naše otroke prepričati, da so 3 ure fokusirani na eno delo.
Ampak zdaj, ki pridejo že v šoli na prakso srednji ali pa da ne govorijo potem v službo nekam, je to nujno delo. Tako da to je ena izmed boljših stvari, ki se jih morajo tudi tle navaditi na naših tržnicah. Skozi leta so na stojnicah akcije TPLG sodelovale številne ekipe medvoških osnovnih šol. Trenutno imajo aktivne turistične krožke skoraj v vseh osnovnih šolah. Pirniški krožek se je za letošnjo akcijo pripravljal skozi celo šolsko leto. Mi se pripravljamo v bistvu že od septembra. Najprej smo iskali idejo, potem pa smo, ko smo našli idejo, smo pa v bistvu delali te izdelke in pa v bistvu celotno izvedbo tržnice. Pohvalen trud mentorjev, da vzgajajo turistični podmladek, pa na žalost po celotni Sloveniji ne uspejo izkoristiti člani lokalnih turističnih društev, ki izjemno težko pridobivajo mlade člane. Jaz mislim, da je tle morda tudi ena rešitev to, da turistična društva naredijo korak do šol, ponudijo svojo pomoč pri takšnih stvarih, povabijo, mogoče predstavijo kakšne dejavnosti njihove, naredijo kakšno predavanje v šoli za otroke. To se pravi, naveza predsednika ali pa člani turističnega društva z učitelji, mentorji in ravnateljem se mi zdi ključna. Zdaj po tem momentu poteka to tako, da otroke mi rečemo zmeri, dajte se povezati z lokalnimi društvi, mogoče bo pa treba tudi tako obratno narediti. Velikokrat turistična društva smo malce zakrneli, zastareli pri kakšnih stvareh, ko ne gremo koraka naprej, ko ne gremo ven iz svojega mehurčka, in mogoče je to, kar si me vprašal, idealna prilika. Pejmo mi ven, turistična društva ven, pejte do šol. Če v šoli nimajo TPLG-ja ali VZVT-ja, če je to srednja šola, pejte do njih, rečete, turistična zveza, kjer je člani smo, organizira eno ful dobro stvar, a veš, lahko tvoji otroci tekmujejo, se sodelujejo, se družijo z ostalimi in mogoče to je ena izmed teh boljših rešitev tudi za končni fazi za turistična društva. In za konec še ocena, ki so jo pirniške članice turističnega krožka prejele od ocenjevalne komisije. Ni se jim uspelo uvrstiti med nekaj prejemnikov zlatih priznanj. So pa s srebrnim priznanjem bile v zgornji polovici udeleženih šol, predvsem pa so s celoletnim delom dokazale, da si zaslužijo pohvalo.